Pozdravljeni gledalci in poslušalci naših posnetkov. Danes smo v Muzeju novejše sodobne zgodovine Slovenije, kjer bomo posneli pogovor z novo doktorico, ki je doktorirala na oddelku za zgodovino, Moniko Močnik, ki je cel študij od začetka do konca torej opravila na oddelku za zgodovino. Monika, kaj je bila tema tvojega doktorata? Tema mojega doktorata je bil fotoreporter Marjan Ciglič, oziroma če kar povem naslov doktorata, ki povzame vse, torej naslov je bil Življenje fotoreporterja Marjana Cigliča in njegova zapuščina v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Torej, glavna tema je bil on kot fotoreporter, njegovo osebno življenje in pa seveda tudi njegovo profesionalno življenje, kjer je v bistvu kot fotoreporter ustvaril izjemno bogat fotografski opus, ki šteje več kot 300 000 posnetkov. To je malo posebna tema, ne? Fotograf, to je posebna tema sama po sebi, pa tudi biografija je sama po sebi posebna tema. Ti doktorati niso pogosti. Zdaj pa še kombinacija je verjetno še bolj zahteven projekt. Je bil kar zahteven projekt, ampak glede na to, da je bil on fotoreporter, ki je delal 24 ur na dan, sta se njegovo profesionalno in zasebno življenje ves čas močno prepletala in v bistvu je bilo logično, da se potem, če hočemo dejansko narediti neko zgodovinopisno ovrednotenje njegovega življenja in dela, da se pravzaprav posvetim tako njegovemu življenju oziroma njegovi biografiji, kot tudi njegovi profesionalni plati, torej kot fotoreporterju pri časopisni hiši Dnevnik. Pomemben element nekega doktorskega izdelka je tudi njegova javna prezenca, kar ni nujno vedno hitro. Tu je šlo pa to celo sočasno, namreč tole, kar zdaj snemamo, je izdelek, ki temelji na raziskavah povezanih z doktoratom. Tako je. Pravzaprav tale razstava, ki je nastala ob njegovi stoletnici rojstva, je pravzaprav koncept izhaja iz doktorske dizertacije. Enako kot je bila pravzaprav dizertacija zastavljena, se pravi življenje, delo, ki sta se prepletala, sem na enak način poskušala tudi tukaj na razstavi v 4 sobah prikazati ta koncept, ki pravzaprav, kot sem že omenila, sloni na doktorski dizertaciji. Je zdaj katalog razstave edini pisni izdelek ali bo še kaj? Mislim, da bo še kaj. Predviden je še pravzaprav tudi doktorska dizertacija izdana kot knjiga. Sem pa z veseljem, moram pa povedati, da se v bistvu moje raziskovanje ni končalo z oddajo doktorske dizertacije, ampak še vedno raziskujem in sem vesela, ker sem nedolgo nazaj dobila še nove dokumente, ki še bolj odstirajo njegovo privatno življenje. Tako da sem vesela, da jih bom lahko potem kasneje objavila tudi v knjigi. Njegov fond je uporaben za vse? Za vse. Njegova fotografska zapuščina ni samo zapuščina pravzaprav Dnevniku, ker je toliko časa delal, ampak s tem, ko je časopisna hiša Dnevnik dala gradivo muzeju, ki je javni zavod, je vsa njegova fotografska zapuščina pravzaprav zapuščina vseh nas Slovencev, do katere lahko dostopa vsak, ki si to želi in istočasno, pravzaprav tako kot sem rekla, je v bistvu zapuščena vsem Slovencem, ker njegove fotografije prezentirajo obdobje več kot 40 let in posebnost njegovega fonda je pa to, da je veliko fotografiral vsakdanje življenje, preproste ljudi in to je tisto, ki je dostikrat ostalo pri zgodovini na obrobju in s tem pravzaprav dobivajo zgodovinska obdobja nov kontekst s temi, se pravi, ker pač njegove fotografije so seveda tudi zelo pomemben zgodovinski vir in s tem prezentirajo, dajo neko dodano vrednost že nekim dobro raziskanim zgodovinskim področjem. Zdaj, zgodovina pri pisanju doktorata, pri raziskovanju se ukvarja z obdelavo nekih virov pisnih, ti si se z malo drugačno vrsto prevladujoče fotografije, pa dajmo za občutek, danes množiceno fotografiramo s telefoni in tako naprej in je tega materiala, pustimo zdaj v kvaliteti, ampak tega je nebroj. Koliko posnetkov je ostalo za njim in koliko si jih ti videla? Težko vprašanje. Torej, še vedno govorimo o oceni 300 000 posnetkov, torej 40 let, okvirno 300 000 posnetkov. Jaz sem lahko rečem, da videla
več kot 90% posnetkov, ker sem jih tudi mogla strokovno obdelati. To pa pomeni, da v bistvu glede na to, da je on hranil negative, zvite v kolute v škatlicah, sem jaz kot skrbnica njegovega fonda v muzeju mogla pravzaprav, seveda s pomočjo drugih strokovnih služb, restauratorja in tako naprej, smo vse posnetke in negative izravnali, jih mogli narezati in skrbno shraniti v arhivske srajčke in v arhivske mape. Tako da v bistvu že s tem delom sem dobila kar lepo pogled v to njegovo zbirko. Seveda je pa vedno znova prebiranje njegovih fotografij se pa vedno, kako ne rečem, je vedno zanimivo, pa ne samo zanimivo, ampak vedno iste fotografije, ko večkrat gledam, vedno še kaj novega ugotovim. Tako da v bistvu je to ves čas neko raziskovalno in včasih tudi že detektivsko delo. Torej, zdaj, če rabimo neko fotografijo, pridem tebe in te vprašam, ti, a imaš to, ti lahko iz rokava streseš odgovor. Ni tako glih iz rokava, ker je zelo, zelo veliko dela zadaj. Tako kot sem rekla, on sicer velja za pionirja dokumentiranja in hranjenja fotografskega gradiva, namreč on je skoraj dnevno zabeležil v zvezke, kaj je fotografiral. To za nas, zgodovinarje in za strokovne delavce v muzeju je izredno dragoceno, ker če si predstavljate, pri taki veliki količini posnetkov bi lahko marsikatera brez komentarja ostala pravzaprav neopredeljena. Tako pa s temi komentarji, ki je on v dnevnih zapisal, kaj naj bi bilo, kaj je na fotografiji, nam pravzaprav zelo olajša delo. Istočasno pa je bilo treba, prva faza pa, da se vse te dnevniške zapise prepisalo v neko Excelovo razpredelnico, ki tudi omogoča hitro iskanje posnetkov po nekih ključnih besedah. Naslednja pomembna zadeva, ki smo mogli narediti, je pa torej fizična ureditev posnetkov, kar sem pa tudi že prej omenila. Se pravi, če si predstavljate posnetki zviti v kolute in jih iščemo, je bilo treba vedno dati seveda rokavice gor, razvijati, gledati na svetlobni mizi, kaj je na posnetku gor. On je imel tako, da je imel v eni škatlici izloženi za cel mesec, napisal je mesec pa leto gor, in če si predstavljate, recimo so bile 4 nogometne tekme, se pravi, tisti posnetek, ki si ga videl, se pravi, od nogometna tekma na posnetku ni nujno, da je bila tista, ki si jo iskal, glede na to, da so bile 4. Tako da je bilo treba dejansko cel mesec razviti filme, pregledati, potem pa ugotoviti, katere tekme so bile in če je to tista specifična tekma, ki jo recimo stranka išče. Tako da v bistvu veliko dela, raziskovanja do tega, da pridemo do tega, kot ste vi omenili, vi samo rečete besedo, pa najdemo. To si zelo želimo, da pride do tega in delamo na tem z vsem gradivom, ki ga hranimo v fototeki muzeja, ampak je to pa zelo, zelo dolgotrajen proces. Čestitke za doktorat in seveda tudi za to razstavo. Hvala lepa.